skozi navedbe iz Korana opravičuje, da se lahko moške pobije, ki niso prave vere, in da se lahko ženske zasužni, in potem razvija naprej teorijo. Zdaj pa tudi v Svetem pismu je sem paket najti, predvsem v Stari zavezi, navedbe suženstva. Tudi teh grozodejstv je nekaj navedenih, recimo napad na Jeriho, pa strahovit pokol, ki se je zgodil, ki so ga Izraelci naredili nad bivšimi prebivalci Jerihe. Kako bo v prihodnosti, ki le naj bi bila nekoliko bolj demokratična, 100 let prej, 100 let kasneje, ne vem. To, da dobesedno nekdo citira določene odloke iz Korana, lahko ustvari en vtis, nekdo drugi pa z nekimi drugimi citati iz Korana lahko ustvari čisto drugačen vtis spet. Vse je stvar nekako želje, kako hočeš interpretirati. Ko smo prej govorili o tem, v kakšno situacijo je prišel Mohamed v Jasribu, oziroma kasneje v Medini, je bilo omenjeno ta konflikt med dvema plemenoma, kjer je potem Mohamed nastopil kot arbiter, ampak 1/3 tega prebivalstva, oziroma en del, so bili Judje. Mohamed je bil prepričan, da bo lahko, zato ker je njegova vera, ta, ki jo je pač prinašal, tudi monoteistična, tako kot judovska, da ga bojo z veseljem sprejeli. Pa ga niso. In da je rešil ta konflikt, ki se je pač vzpostavil takrat med Judi in muslimansko večino v Jasribu, je dal Jude tudi pobiti. Se pravi, nekako lahko že zaslutimo, da je v samem osnovnem sporočilu islama ta tendenca že prisotna. Se pravi, da je na nek način ubijanje, kot ste rekli, tudi dovoljeno, če gre za višje cilje. Tudi danes, marsikdaj, ko gledate recimo razmere v Izraelu, marsikdaj Izraelci opominjajo Palestince. A se spomnite, kako je bilo v Jasribu? Se pravi, gre za en tak izvirni greh, ki tudi ne bo pozabljen, če smo že prej govorili o tem, kako so kristijani delali krivico muslimanom. Pravi sovražnik je nekje drugje. In mogoče nekdo celo, ne samo uživa, ampak kako je dobiček iz tega, da se mi gledamo kot sovražniki. V resnici bi morali tudi, se pravi, krščanstvo in islam nekako začeti sodelovati med seboj in poiskati tisto, kar je res vredno obsojanja. Zanimivo je to, da v določenih trenutkih se je tudi pri nas to sodelovanje na nek način pokazalo. Recimo, ko je šlo prvič za referendum o družinskem zakoniku, so muslimani skupaj s kristijani podpisali določeno izjavo. Najbrž ste opazili, da tokrat, ko je šlo za zadnji referendum, glasu strani islamske skupnosti ni bilo. Niso smeli, zato ker gradijo džamije. Potem, ko so skušale, oziroma ko so islamske države se osvobodile kolonializma, so začele sprejemati svoje zakone z tega področja, ki so bolj manj civilni zakoni, torej niso več verski, ampak civilni zakoni, po vzoru zahodnih držav. Se pravi, tudi iz tega področja družinske zakonodaje je prišlo do nekega razvoja. In tudi na področju, oziroma pri vprašanju odnosa do sužnjev, suženstva v večini islamskih držav ni več. Samo še v tistih državah, kjer je verska zakonodaja edina zakonodaja. Ja, jaz bi vendar rekel, torej na podlagi, kar so govornik povedal glede Jasriba, bi to si lahko ustvaril napačno mnenje, da islam preganjal Jude, posod pa kristjane. Jaz mislim, da to je bila kvečemo, čeprav bi to verjetno treba malo bolj diferencirano pogledati, to je bila kvečemo izjema, ki potrebovala pravilo, da je bil islam praviloma toleranten do ljudi knjige, se pravi do Judov in kristjanov. Mohamed je 630 Nadžran na jugu Arabije zasedel, tam je bila ogromna krščanska skupnost
podal je nek presedan, namreč je dovolj v tej skupnosti, da še naprej prakticirala svojo vero, seveda pa mora začeti plačevati poseben davek glavarino džizjo. In to je bil presedan, ki ga je potem islamski svet bolj ali manj uveljavljal na ozemljih pod svojo vladavino, se pravi, da je Judom in kristjanom omogočil, da so ohranili svojo zakonodajo, avtonomijo, religijo in tako naprej. Morali pa so res plačevati ta poseben davek. Zgodilo se pa tudi, da so recimo lahko namesto konja osle jahali ali pa niso smeli cerkva, ki bi bila višja od džami graditi. To je res, ampak naj upozorim, da krščanski svet je te Jude večkrat, torej mnogo bolj nasilno obravnaval, prej je bila omenjena Španija. Islam je bil v Španiji skoraj 900 leti, od 710 do 1609. Muslimani so v tem času torej zelo dobro, zelo kooperativno in zelo produktivno sobivali s kristjani in Judi na Pirenejskem polotoku. Ko pa sta Izabela Kastilka, torej ko je ta rekonkista zmagala, sta potem Izabela Kastilska in pa Ferdinand Aragonski zahtevala od Judov, da naj se pri kristjanijo oziroma prestopijo v krščanstvo ali pa se omaknejo. Večina se omaknila iz Španije, kam je šla v Osmanski imperij, Bajazid drugih je sprejel tam. Hočem reči, da v samem Koranu tle pa so močni nastavki za to, da v veri ni prisile. 256 v religiji ni prisile, izrecno. 109. sura, 6. aja, vi imate svojo religijo, mi imamo svojo. Ali pa 22. sura, 40. aja, če Bog ne bi zaščitil ljudi drugega pred drugim, potem bi bile totalno rušenje samostanske kapele, cerkve, sinagoge in pa mošeje, v katerih se ne veliko časti muslimansko Allahovo ime. Če so muslimani začeli na avtohtone krščanske skupnosti v muslimanskem svetu gledati drugače, bolj sovražno je k temu spet pripomogla, moramo konkretne politične okoliščine poznati. Zahodni svet krščanski je začel preko velikih sil vstopati v 19. stoletju predvsem na muslimanski svet, si ga zmeraj bolj podrejati in seveda v tem kontekstu so muslimani na lokalne krščanske skupnosti začeli gledati kot na neko potencialno peto korono. Zato ne more biti naključje, če danes torej res je, da na začetku 20. stoletja je bilo na Bližnjem vzhodu še 14% prebivalstva krščanskega. Danes ga je zgolj 4% še. Kristjani množično bežijo z Bližnjega vzhoda, ampak sami iraški kristjani, torej večinoma nestorjanci, pravijo, zaradi ameriškega napada na Irak smo postali tujci v lastni deželi. Torej ta Bush, te agresivne intervencije so to katastrofo povzročile. Ali ni izvirni greh pravzaprav ustanovitev Izraela nekam napad, oziroma predtem se je zgodilo ustanovitev Izraela, ko je prišlo do napada na Irak? Hvala, zelo dobro vprašanje. Ja, hvaležen sem vam za to vprašanje. Torej, ko ocenjujemo oziroma ko gledamo na odnose med Zahodom in muslimanskim svetom, seveda ne moremo mimo Izraela. To je krvaveča rana muslimanskega sveta. In torej, če je Osama bin Laden lahko privabljal muslimane v Al-Kaido, če jih tudi danes zmeraj bolj lahko Abu Bakr al-Baghdadi, vodja islamske države, privabljal v islamsko državo, je to v veliki meri prav zaradi Izraela. Tukaj imamo premalo časa, naj samo povem, torej, da zakaj je vprašanje Palestine Izraela tako pomembno za muslimane? Zato, ker je pravzaprav judovska država v Palestini začela nastajati zaradi britanskega mandata v Palestini. Torej, britanski kolonialni gospodarji so omogočili, da ne bo pomote, nisem proti judovski državi. Judje imajo pravico do svoje države v Palestini. Ampak, ker so Britanci omogočili nastanek te države, kolonialno obdobje pa je zelo, zelo sovraženo v muslimanskem svetu, ker kolonialne sile niso zelo nežno obravnavali muslimanov in so mnoge negativne dejavnosti delale. Torej, če bi se do danes to vprašanje Palestine pozitivno reševalo, na nek pravičen način, potem bi bil ta izvor kolonialni tega problema nekako počasi pozabljen. Ker pa se ne rešuje pravično nasprotno, ker pravzaprav ni več možnosti za pravično reševanje,
In tle treba jasno in glasno povedati, zaradi izraelske kršitve mednarodnega prava, 4. Ženevske konvencije, ker Palestinci zaradi izraelske kršitve mednarodnega prava ne morejo več dobiti svoje suverene in pa življenjsko sposobne države, seveda muslimanski svet, ki Izrael v marsičem obravnava ali pa dejansko ga obravnava kot podaljšano roko Zahoda, sovražnostno gleda na Zahod. In res, veste, po 1. členu 4. Ženevske konvencije so visoke pogodbene stranke, tudi ZDA in pa članice Evropske unije, dolžne zagotoviti spoštovanje te konvencije, torej dolžne pritisniti na Izrael, da naj nekaj kršiti mednarodno pravo. Evropska unija in ZDA tega nikoli niso storili. Tako da v muslimanskem svetu seveda to neko idejo mu sporoča, torej vseeno je temu svetu za Palestince in tle treba jasno povedati, Izrael se rasistično izživlja nad Palestinci. In to je krvaveča rana in ravno takrat, ko je Bush Irak napadal, je bila hkrati ta rana zelo odprta in krvavela v drugi intifadi, kjer je Izrael zopet z močno neproporcionalno vojaško silo torej odgovarjal na nek, po mojem mnenju, precej legitimen odpor Palestincev.